Vsak moderni avtomobil ima tipko SOS. A kot smo izvedeli v centru, ki se vam oglasi na številki 112, to tipko pritisne skoraj 20% voznikov po nesreči. No, mi predlagamo, da jo pritisnite v nesreči. No, s tem vam želimo, da te tipke sploh ne bi nikoli pritisnili. Še manj pa vam želimo, da bi funkcijo te tipke avto sprožil samodejno, kajti govorimo o sistemu eCall. Ne gre za elektronski klic, ampak za emergency call, torej za klic na pomoč. Je pa res, da ima tisti E veliko veze z elektroniko, pravzaprav varnostno elektroniko. Namreč eCall je klic, ki je dodobra opremljen s podatki. Ti so izrednega pomena, saj nadomeščajo eno glavnih zagat, pri katerih morajo operaterji na 112 pokazati svoje psihološke vrline oziroma svojo empatijo. Kje se nahajate? V doma. Ja pa kje? Ja v dnevni sobi. Gospa, naslov mi povejte. Pa nas imamo v naših brošurcah, kateri vrste podatkov so najbolj pomembne, ko kličete na številko 112. Ampak, preden naštejete tiste podatke, je zelo pomembno, kar na temi podatki piše. Se pravi, pri klicu na številko 112 ostanite mirni. To je tisto ključno, kar je pomembno za vzpostavitev kvalitetne informacije med prijaviteljem in nami, ki sprejemamo podatke. Praksa je pokazala, da veliko več mirnosti pokažejo mlajši otroci, 10 let, kot pa tisti starejši, ki so v paniki, ki odgovarjajo na naše vprašanja. No, tehnologija človeške vezi ne nadomešča, ampak jo dopolnjuje. Prejeli ste nove eCall podatke. Ja, 112, prosim. Koliko je poškodovanih? Kje pa ste? Koliko vozil je udeleženih v prometni nesreči? Ste poškodovani? Ste. Koliko je pa poškodovanih? 2 osebi, ja. Koliko je pa v drugem vozilu poškodovanih? Pa 1 oseba. Kaj hujšga? Krvavi iz brade. Povejte mi še, se kaj kadi iz vozil? Bel, črn dim, siv. Da lahko avto pokliče na pomoč, ni več potrebno imeti vašega telefona povezanega s avtomobilom. Namreč avtomobil ima svoj lasten mobilni telefon, svojo lastno SIM kartico in seveda svojo lastno številko. Ta je 18-mestna in značilna za klice eCall. Jasno se vidi, da gre za eCall, se že po sami ikonci vidi, tudi številka, nekako jih prepoznamo že. Potem pa s preprostim klikom na sam tiket dobimo podatke o vozilu. Najprej pa seveda preverimo, kje se zadeva dogaja, ker dobimo tudi lokacijo. Potem klikamo na ikono in tukaj lahko pogledamo te informacije, ki nas zanimajo. In katere so tiste informacije, ki lahko zmanjšajo število vprašanj? Poglejte, vsi pripeti potniki bomo takoj vedeli, če so 4 zelo hudo poškodovani, pa so sposobni govora, nam bo to enostavno povedali, da morajo 4 vozila reševalna iti na teren. Nadvse koristno je vedenje, kateri avtomobili so udeleženci v nesreči, torej, da se nista zaleteli zgolj 2 vozili. Je razlika, ti gori neko osebno vozilo, ki je na dizelski pogon, ali pa neko vozilo, ki je recimo na električni ali pa na plinski pogon. Mi ta podatek posredujemo naprej gasilcem, in potem oni imajo že v svojih algoritmih, vejo, na kaj morajo biti pozorni. Fino je, če še vejo znamko vozila, tip vozila, potem imajo tudi določene aplikacije, kjer lahko spremljajo, kje grejo kakšni priključki, da lažje posredujejo in hitrejše. Pojemek nam pove, s kakšno silo je avto zaviral, oziroma z njim lahko preveriš, kakšna je bila hitrost vozila pri trku, recimo. Zdaj, a je to smer, v katerem je avto obstal po nesreči, lahko ga je v nesreči obrnilo in gleda na drugo stran. Recimo, to je pomembno za avtoceste, ker moramo dobro vedeti, v katero smeri se je vozilo, zato ker gasilce pošljemo iz ene ali druge strani avtoceste. A na to je sledilo vprašanje, zakaj toliko e-callov, ki so prazni.
V praksi očitno nekaj ne štima. Preverimo. E-kol podatke. 112, klic sedi. Dober dan, Miha Merljak tukaj iz... O, 255 potnikov imate. 255. Tako mi piše, Palva, Dinarja mava. Ja, to je pa res, ja. Letnik vozila je 6. 6. Ja, ne. Lastnika to nimava nič, nevarne snov nimava nič, to je pa vse, kar imava. A to je to. Ja. 12, pripustili, prosim. Dober dan, Miha Merljak tukaj iz TV Slovenija še enkrat. Zdaj ste pa brez potnikov. A zdaj sem pa brez potnikov. Zdaj pa brez, jaz. Počas bomo pa še na to pravo številko, ne? Seveda, ja. A pa znamka avta pa piše v bistvu samo Renault? A piše... Tipaš mi ne piše. A niti to, da je Renault Captur, sam da je benzin? Ne, tudi lokacija ni preverjena, tudi goriva nimam, zdaj ljudi sem več dugo. Poskus številka 2. Nobenega displeja ne vidim. 112, prosim. Dober dan, Miha Merljak pri telefonu. Zdaj so pa v enem drugem avtomobilu. Pa me zanima, a kakšne drugačne podatke javi? Panele sploh ni priletel, oziroma tale e-kol sploh ni prišel. Sploh ni prišel. Kaj je, navaden klic v bistvu sprožil? Mi tudi ne moremo odprti tiste razpredeljence, tako kot se pri e-kolu potlil. Aha, razumem. A pa zdaj tudi kakšne podatke sploh kaj javi ali ne? Ne, nič, samo pač približno lokacijo, ker tudi Amale ni, tam v bližini Leskoškove. Ja, Leskoškova, ja. Dober dan, Miha Merljak pri telefonu. Testiramo SOS. Zdaj pa tole pa tudi številke ni izpisalo. Tudi številke ni izpisala. Nič, lokacije ničesar ni. Ne pokaže lokacije. Ok, še se bomo slišali. Hvala. Dober dan, Miha Merljak pri telefonu iz TV Slovenija. Živijo. Evo, zdaj smo pa v Volvotu. Kaj piše pri vas? Navaden klic je. Navaden klic tudi tukaj. Navaden klic, imamo nobene lokacije, nobenih podatkov. An emergency call is being placed. To cancel this call, please press the SOS button again. An emergency call is being placed. Please wait. 112, klic sedi. Dober dan, Miha Merljak pri telefonu iz TV Slovenija. Živijo. Kje pa zdaj kličeva? Zdaj pa kličeva iz Forda Pume. Ampak me zanima, a veste, kje sem? Čakaj, tole je kontakt. Ne. Tudi ne. Cesta na Brod, slučajno. Ne, ni cesta na Brod. No. Fleischmannova je. A pa je javil kot navaden klic ali kot e-kol? Kot navaden klic. Kot navaden klic tudi tukaj. Da. Se še slišimo. Hvala za tole. Čau, čau. Emergency call complete. Od navadnih klicev, z lokacijo ali brez, sedemo v Mercedesa, ki s podatki ni skoparil, a jih je poslal v 1000 kilometrov oddaljeno Katalonijo. Mercedes-Benz Emergency Center, how can I help? Hello, my name is Miha Merljak. It's nothing wrong. We are just testing the SOS button in Slovenia. Okay, once we get to the call, we confirm if the customer needs any help, and then we contact police or ambulance. Directly from Germany? Central here is in Barcelona. Ah, in Barcelona. So you're contacting directly Slovenian police or Slovenian Center for Help? The police. The police directly? Yes. Thank you. Prej sva klicarila iz Mercedesa, GLS.
kjer naj jo pa povezalo direktno v Barcelono, v njihov center. In oni pravijo, da direktno oni pokličejo policijo. A je to res? Ne, oni pokličejo ponavadi, ampak ne policijo, nazi novi, ne policijo. Ja, lokalno policijo, da kar oni pokličejo. In reševalce tudi in vse to. Ne. Ni res, ne? Ponavadi, kar je prišlo takole tudi iz centra, ali on stari 10 zadeve, je potem zohnan. Je šlo vseh vam. A Mercedesov primer ni osamljen. An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button again. Making an emergency call. Volkswagen Emergency Center, how can I help you? Hello, my name is Miha Merljak from TV Slovenia. We are doing a story about eCall. There's nothing wrong with my car, but can you tell me what kind of data did my car send to you? How many passengers are in the car? Do you have this data? There are 2 passengers in the car, according to our data. Also, we have the location. Here I have Bravni Chadieva, Ulrika, Ljubljana. Yeah, that's correct. It's a Tiguan, Yeah. 2.0 diesel. It's pure white, the color. Can you tell me, where is your location? Barcelona in Spain. In Barcelona as well. There's a Slovenian speaker. If you want to try, I can transfer the call to her, just to let you know. Yeah, if it's possible, that will be perfect. Okay. Dobar dan. Dobar dan. Ja, Miha Merljak iz TV Slovenija pri telefonu. Testiramo sistem eCall. Ne vem pa točno, kje se nahajate vi. Lahko mogoče poveste, kje ste? Jaz sedim trenutno v Barceloni. Trenutno delo še poteka od doma. Vi tudi vidite vse moje podatke, vse mojo lokacijo? Ja, vidim vašo lokacijo. Okay. Aha. In vi direktno pokličete policijo pa reševalce slovenske? Ja, kliče najbližje policijske postaje okrog v bližini, kjer se je zgodila nesreča. Gre direktno na policijske postaje. Kako pa reševalce? Pa gasilce? Ja, za vse posebej imamo tukaj seznam številk. Slovenko iz Barcelone smo nato prosili, da nas preveže v slovenski 112, da bi videli, kako se podatki prenašajo med organizacijami. Zgodilo pa se je tole. No English. No English? Sie sind Feuerwehr, oder? Ja. Sie sind Deutsche Feuerwehr. Ja, Deutsche Feuerwehr. Ja, Deutsche Feuerwehr. Predvidevamo, da se eCall drugače obnaša, če gre za samodejno sproženi klic na pomoč. Če drugega ne, avtomobili v nesreči javijo tudi moč trka, a očitno nestandardizirano. Mercedes ima recimo skalo do 10, Volkswageni pa zgolj do 7, pri čemer je avto že povsem razbit pri številki 6. A na tem mestu naj pojasnimo še to, da imajo številni moderni avtomobili več tipk za pomoč. Imamo infoklic, se pravi, stranka lahko vpraša, ne vem, kje je naslednji servis, kje je črpalka, kako se poveže telefon in take stvari. Druga tipka je servisni klic. To pomeni, da ste na drugi strani dobil enako osebo, katera je dobila vse podatke o vašem vozilu. Kje se vozilo nahaja, koliko je goriva, a je z vozilom kaj narobe, so pnevmatike ok, koliko oseb je v vozilu, rabite pomoč, oseba na drugi strani vam bo pomagala, poslala po potrebi asistenco. In eCall je pa pomoč v nesreči. eCall je pa pomoč v nesreči. Čeprav verjamemo, da tile ustrežljivi Španci učinkovito rešujejo življenja, se nam vendarle zdi, da gre pri jezikovnih barierah za nepotrebno izgubljanje sekund. Slovenski 112 je pač lokalno bolj vpet in bi tako moral biti hitrejši. Kot kaže, se z nami strinjajo tudi sami avtomobilisti, v konkretnem primeru družba Volkswagen oziroma njeni slovenski zastopniki. Če vas skrbi pogovarjanje v angleškem jeziku, letnik avtomobila očitno je zelo pomemben. Poglejmo primer pri Seatu in pa pri Audiju. Modeli letošnjega letnika so namreč opremljeni z novim vmesnikom za povezljivost. Kličejo torej slovenski 112. An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button again. Making an emergency call. 112, ki so sili, prosim. Dobar dan, Miha Merljak iz TV Slovenija, še enkrat pa me zanima, vi veste točno, v katerem sem, pa kje sem. Lokacijo imamo, gorivo vidim, da je dizel,
Kaj pa je točno za en avto, pa ne vidim. Število potnikov je ničla. Dvojni VAU. Ne vem, kaj je Volkswagen kak? Ne, v bistvu ne. Sicer je blizu. Letnik vozila je L, tip vozila je ničla. An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button again. Making an emergency call. 112, ki zasili, prosim. Dobar dan, Miha Merljak pri telefonu. Zdaj sem pa v Seatu Leonu, pa me zanima, kakšne podatke vi vidite. Lokacije točne ne vidim. V Črnučah približno mi kaže oddajnik, prek katerega je šlo. Aha, se imam lokacijo. Bova preverila, če nama drži lokacija. Na parkirišču tamle Bravničarjeva 5, a to drži? Drži, pravilno je. Tip vozila ni. Gorivo bencin, smer gibanja proti zahodu. Število potnikov ni znano. Podatkov lastnikov ni, o nevarnih snoveh ni. Približno to, bolj kot ne, samo lokacija. Nam pa se na tej točki zdi, da so pravkar dobili domačo nalogo. Prav vsi po vrsti. Ko bodo vsi podatki, ki se avtomatsko prenašajo operaterju, 100% prišli, bo to velik prihranek pri času. Že vsaka sekunda, ki se ne izgubi, je pa zelo pomembna. In kaj je nauk današnje zgodbe, današnjega testa? No, kot pravijo na številki 112, je prav vsaka informacija nadvse dobrodošla in prav vsaka takšna informacija lahko skrajša čas reševanja in tako reši življenja. Ampak v resnici smo leta 2020 v digitalni dobi. Podatki so na razpolago, avtomobili jih imajo in jih znajo od sebe dati, ampak pomembno je, da te informacije pridejo v roke služb, ki rešujejo življenja takoj. Gasilci bi se morali polno opremljeni že takoj odpraviti na pot. Prav tako reševalci, ki bi morali natančno vedeti, koliko je ponesrečencev v avtomobilu, kaj se je dejansko zgodilo, kakšna je bila nesreča. Vsi ti podatki so na voljo in tako bi zaposleni na 112 pravzaprav upravljali predvsem svojo psihološko nalogo, pomirjanje ponesrečencev.